Oh, super. Cela civilizacija ni izumrla prejšnjo noč. Tako je. Po 39 dneh bojev je Donald Trump napovedal dvotedensko prekinitev ognja v vojni z Iranom. Vendar prekinitev ognja med Združenimi državami in Iranom ni obetaven začetek za pogajanja. Morda bo ogenj res prenehal, vendar je skupna razlaga prekinitve ognja v državi protislovna in ne smemo misliti, da je s tem vse rešeno. Torej, danes si poglejmo temeljno težavo, s katero se sooča tako imenovana prekinitev ognja. Neto si lahko ogledamo nekaj razlogov za optimizem, zakaj bo kljub vsemu prišlo do prekinitve ognja. Eden od njih vključuje, da se Trump seznani z realnostjo na bojišču, drugi pa z osnovnimi možnostmi, da se protestniki ponovno pojavijo. Ampak začnimo s samo prekinitvijo ognja. Morda se spomnite, da so bili mediji pred nekaj dnevi v popolni paniki zaradi Trumpa, ki naj bi v torek razstrelil iranske elektrarne in mostove, če Iran ne bi odprl Hormuške ožine. Do torkovega jutra se je to spremenilo v vprašanje izumrtja cele civilizacije. O medijski reakciji na to je treba nekaj povedati, saj je vključevala tudi idejo, da bi že sama grožnja preprečila kakršenkoli dogovor. Ampak s tem bom počakal vsaj do jutri, razen manj prikritega opomnika, da to še vedno spada v kategorijo stvari, ki jih je rekel Donald Trump. No, glej ga zlomka, očitno to ni onemogočilo dogovora. Dejansko se je vse to ustavilo, vsaj za zdaj. Tukaj je Trumpova objava na Truth Social, v kateri napoveduje premor v vojni. Ključni deli so, citiram, pod pogojem, da Islamska republika Iran pristane na popolno, takojšnjo in varno odprtje Hormuške ožine. Trump se strinja, da za obdobje 2 tednov ustavi bombardiranje in napad na Iran. 2 tedna? Kje sem to že slišal? Kakorkoli, če preskočimo približno na polovico, so Združene države, citiram, prejele 10-točkovni predlog iz Irana in verjamejo, da je to izvedljiva osnova za pogajanja. No, kaj je ta 10-točkovni predlog, se morda sprašujete? Dobro vprašanje. Mislili bi, da bi bilo za Iran dovolj enostavno objaviti teh 10 točk, pa ni tako. Iranski državni mediji so objavili povzetek zahtev, ki vključuje odpravo vseh sankcij proti Iranu in popoln umik ameriške vojske z Bližnjega vzhoda. Druga zahteva se ne bo zgodila. Združene države ne nameravajo oslabiti svojega položaja v regiji, še posebej ne v tako kaotičnem obdobju, kot je sedanje. Prav tako si je težko predstavljati, da bi se Iran rešil vseh gospodarskih sankcij. Tudi tu se le bežno dotika pravih težav. Farzi različica povzetka vključuje tudi, da bi Združene države priznale Iranu pravico do bogatenja urana. Tako se je saga začela junija lani in ne mislim, da se bo Bela hiša s tem strinjala. Taktično gledano je tudi težko razumeti, kako Iran pričakuje, da bo zgradil nove objekte za namen bogatenja, glede na to, da je njihova zračna obramba le še senca tiste, ki so jo imeli pred 6 tedni. In ne, sestrelitev enega F-15 tega ne spremeni. Ne, ko bi lahko bombniki B-2 z zmanjšano radarsko opaznostjo vseeno opravili to nalogo. A največji problem je, da iranskih 10 točk vključuje nadaljnji iranski nadzor nad Hormuško ožino, kar je bila prav tista stvar, od katere je bilo premirje odvisno. To je za Združene države popolnoma nesprejemljivo. In tudi, če bi se zgodilo kaj nenavadnega, kjer bi Donald Trump to posebej sprejel, morda zato, ker želi pustiti Evropi ta problem, je težko verjeti, da bi to sprejel katerikoli prihodnji ameriški predsednik. Trenutno Iran zaračunava $2 milijona kot pristojbino za vsako plovilo, ki prečka ožino. Le redki sprejemajo ponudbo Teherana, a nekaj jih je. Če bi to postalo nova realnost po koncu vojne in bi se promet vrnil na običajno pogostost, bi Iran dnevno pobral približno 65 takšnih pristojbin. V enem letu bi to znašalo $47 milijard. Za primerjavo, BDP Irana je $375 milijard. Ta groba ocena verjetno precenjuje pristojbine, ki bi jih Iran dejansko pobral. Naprimer, lahko bi si predstavljali, da bi bili tankerji, napolnjeni z iransko nafto, oproščeni teh pristojbin.
Promet se prav tako ne bi povsem vrnil v normalno stanje, saj bi manj donosni tankerji našli druge kraje za opravljanje svojega posla. Prav tako bi, če bi Iran lahko v času vojne zaračunal $2 milijona, v času miru najvišja iztržljiva pristojbina precej padla. Ne glede na to, bi to za Iran pomenilo ogromen nepričakovan dobiček. Bistvo je, da se mora glede tega nekaj spremeniti. Kljub številnim komentarjem na to temo je vredno omeniti, da se Združene države niso strinjale z iranskimi 10 točkami. Trumpova objava je samo rekel, da je to uporabna osnova za pogajanja. Izjava iranskega zunanjega ministra, objavljena malo kasneje, obravnava ameriški 15-točkovni načrt in iranski 10-točkovni načrt kot skupno osnovo za pogajanja. Zabavno, glede na to, kako si nasprotujejo. V skladu s to temo, sporočilo zunanjega ministra prav tako navaja, citiram, da bo za obdobje 2 tednov varen prehod skozi Hormuško ožino mogoč v sodelovanju z iranskimi oboroženimi silami ob upoštevanju tehničnih omejitev. To je v nasprotju s Trumpovim stališčem o, citiram, popolni, takojšnji in varni odprtosti ožine. Da bi stvari še bolj zapletli, je iranski varnostni svet prek državnih medijev objavil izjavo, da so Združene države Amerike sprejele iranski 10-točkovni načrt, v nasprotju z izjavo zunanjega ministra, kar morda nakazuje, da obstaja razkol znotraj Irana, ki se bo morda zelo javno razkril v naslednjih nekaj dneh. To se je pravzaprav že začelo na strani Trumpa, saj izpodbija verodostojnost sporočila iranskega varnostnega sveta, kar morda nakazuje, da Združene države priznavajo le del iranske vlade kot tistega, ki ima pravico do pogajanj. In da bi stvari še bolj zapletli, je iranski državni mediji ločeno izdala še eno izjavo, v kateri je navedeno, da bosta Iran in Oman skupaj zaračunavala prehod skozi ožino med premirjem. Tudi to je v nasprotju s popolnim, takojšnjim in varnim odprtjem ožine. Vse to skupaj ignorira dejstvo, da odprtost ožine ni odvisna od tega, ali katerakoli stran trdi, da je odprta. Odprtost je odvisna od tega, ali ladjarske družbe verjamejo, da so njihova plovila varna, ko prečkajo to območje. To bomo morali še počakati, da vidimo. Še ena zadnja opomba o premirjih. 2 tedna sta komaj dovolj časa, da bi vse uredili. Povprečni razmik med začetkom premirja in dosego končnega dogovora je približno 10 mesecev in še vedno 4 mesece, tudi če odstranite zgodovinske izjeme. Zato vidim ta 2 tedna bolj kot obdobje ohlajanja. Čez 2 tedna bo to obdobje ali podaljšano, ali pa se bo vojna znova začela. Bilo bi zgodovinsko redko, da bi dokončni dogovor do takrat začel veljati. V redu, vse to se zdi kot negativna razlaga premirja, zato preidimo na nekaj točk, zakaj bi lahko bili optimistični, da bi se nekaj morda vendarle obdržalo. Ne pozabite, vojna je posledica neuspeha pogajanj. Boj je drag, zato ima vsaka stran spodbudo, da se pogaja o rešitvi, ki je primerna pričakovanemu izidu vojne, vendar ne prinaša nobenih stroškov za nobeno stran. Torej, če želimo pojasniti, zakaj se vojne končajo, moramo najprej pojasniti, zakaj strani niso mogle doseči dogovorjene rešitve. Nato moramo pojasniti, kaj je boj v tem času naredil, da je odpravil oviro za pogajanja. No, prav včeraj je bil v New York Timesu dolg članek o Trumpovi končni odločitvi, da začne vojno. Rad bi se držal splošnega pregleda dogajanja in kako je to povezano z morebitnim koncem vojne, čeprav se bomo k daljši zgodbi vrnili kdaj drugič. 11. februarja je izraelski premier Benjamin Netanjahu obiskal Belo hišo in predstavil svoje argumente, zakaj bi imele Združene države koristi od začetka vojne proti Iranu. Osnovna poanta je bila, da sta tako sprememba režima kot uničenje iranskih vojaških zmogljivosti izvedljiva. Iran ne bi mogel zapreti Hormuške ožine kot odgovor, škoda za ameriške zaveznike v regiji pa bi bila minimalna. Morda se spomnite, da je Trump januarja kazal željo po začetku napadov, vendar so zavezniki v regiji trdili, da mora počakati, da se lahko vzpostavi več obrambnih ukrepov. Zdaj je dobival signal od regionalnih partnerjev, naj ukrepa. Trump je naročil ameriški obveščevalni skupnosti, naj razišče te ugotovitve in pripravi poročilo naslednji dan. Sestavljalo ga je 4 vprašanja. O možnosti atentata na ajatolo. Da, to bi bilo preprosto.
O ohromitvi sposobnosti Irana, da uveljavlja svojo moč in ogroža svoje sosede. Da, tudi to bi bilo preprosto. O sprožitvi ljudske vstaje znotraj Irana. To je bila možnost, vendar ni bilo načina, da bi to zagotovili, in to ne bi smel biti neposreden cilj vojne. O začetku popolne zamenjave režima. Tudi to je bila možnost, vendar je bilo malo verjetno in to ne bi smel biti neposreden cilj vojne. Nihče ni bil v zmoti, da je bila izraelska ocena točna, vsaj na strani kabineta. Direktor CIA John Radcliffe je to opisal kot farsično. V svoji vlogi svetovalca za nacionalno varnost je Marco Rubio to opisal kot sinonim za bikove iztrebke. Oprosti, Marko, ampak to je družinska oddaja o vojni. Če razlagate razpravo v Beli hiši kot iskanje načinov za sprejemanje odločitev o preostali negotovosti, bi različni akteri ponudili različna mnenja o najboljši strategiji za naprej. Nekdo, kot je podpredsednik J.D. Vance, ki ne pripisuje velike vrednosti mednarodnim izidom, bi rekel, da vojna ni vredna tveganja, in to je bila res njegova pozicija. Toda nekdo, kot je Trump, ki ima bolj jastrebske težnje, čeprav je kandidiral za predsednika na platformi neoizolacionizma, bi lahko pogledal iste obveščevalne podatke in se odločil za boj. Ali je tveganje vredno nagrade, je odvisno od tega, kako dragocena se vam zdi nagrada. V vsakem primeru lahko vojno razreši pojasnilo o tem, kaj bi vojna dejansko prinesla. Iran zavrača začetne zahteve Združenih držav Amerike, ker vlada Islamske republike verjame, da lahko doseže več, kot kaže najboljša ameriška obveščevalna ocena. Tako se strani nekaj časa borijo, nato pa se dogovorijo, ko ameriška obveščevalna skupnost posodobi svoje informacije in ustrezno zniža svoje pričakovanja v skladu s tem, kar je iranska vlada prvotno mislila. To je razlog za optimizem glede tega, kako bi lahko prekinitev ognja prerasla v dolgoročno rešitev, in če ne ta, potem ena kmalu zatem. Medtem pa obstaja še druga perspektiva, ki prav tako vzbuja optimizem. Spomnite se, da je obveščevalna skupnost na začetku vojne verjela, da je sprememba režima mogoča, čeprav to ni bil verjeten izid. Mislim, da obstaja skušnjava, da bi to zavrnili kot glavni motiv vojne na podlagi te ocene, vendar ti izračuni ne delujejo tako. Dejstvo, da so bili množični protesti sploh mogoči, recimo tudi s 25% verjetnostjo ali nekoliko manj, je še vedno pomembno vplivalo na to, kaj so Združene države lahko pričakovale doseči v vojni. In tudi če je bila dejanska verjetnost precej nižja od tega, recimo 10%, je bila morda le 10%, zato ker je iranska vlada morala vložiti toliko truda v zatiranje protestnih gibanj. To je posledično oslabilo Iran in ga naredilo ranljivejšega za napad Združenih držav. Toda ključni problem je, da je bila osnovna verjetnost, da bi protestniki strmoglavili vlado, minljiva, zato bi ameriška prisilna moč sčasoma upadala. To odtehta privlačnost pogajanj o dogovoru, da bi se izognili stroškom vojne. Kar lahko kasneje iztržiš iz Irana, ko protesti niso več možni, je lahko slabše kot boj zdaj. No, potem vojno konča konec možnosti za upor. V zadnjih nekaj tednih je prišlo do različnih uhajanj obveščevalnih podatkov, ki nakazujejo, da se je to okno res zaprlo. Če bo prisilna moč Irana zdaj ostala nespremenjena, potem ni več nujne potrebe po bojevanju in morali bi doseči dogovor. Ponovno, ne vem, ali bo prav to premirje dolgoročno zdržalo. Če pa to ni to premirje in so se možnosti protestnikov resnično zmanjšale, bi lahko bilo naslednje, potem ko bodo nekateri podrobnosti dogovorjene. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Premirje, kot je trenutno oblikovano, je precej zmedeno, polno protislovi z obeh strani in pogoji, na katere naj bi začasno pristali, sploh niso dogovorjeni. Kljub temu smo lahko optimistični glede konca vojne, če je bil njen prvotni vzrok precenjevanje ZDA glede tega, kaj bo vojna prinesla, in so zdaj spoznale, da temu ni tako. Podobno, če je Bela hiša začela vojno, da bi izkoristila dejstvo, da je iranska vlada zaposlena s protestniki in protestiranje ni več izvedljivo, potem ni potrebe, da bi vojno nadaljevali.
Mislim, da je to zdaj zame že 40. dan zaporedoma in morda se res približujemo trenutku, ko se bodo stvari dovolj umirile, da se bom lahko vrnil k daljšim vsebinam na forumu, ki sem jih do zdaj prelagal. Če bodo bogovi miru hoteli. Medtem si oglejte arhiv seriala o vojni. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Pazite nase.